to, kar mene zanima, to je ta drugi del sveta, v katerega sem urojen, je pa antimimetika, antipsihologija. Se pravi, razumevanje osnovnih barv, ne vseh razponov, tako kot je Goetheja zanimalo. Do leta 1909 obstajajo alegorije, metafore, simboli. Z njimi opisujemo neskončno. Po letu 1909 pa nastopi fenomen nečesa, kar je veliko bolj povezano z racionalnim, začne se združevanje znanosti in umetnosti. Bolezni, one imajo v sebi besedo kriza. Ne? Kriza je višek bolezni. Kriza je vedno osnovno naše stanje 39 stopinj Celzija. Drugače živimo 36,5, mi umetniki 37,1. Lepo pozdravljeni in lepo pozdravljene, drage gledalke, poslušalke, poslušalci v današnjih Sensa pogovorih. Z nami je izredno zanimiva osebnost, človek mnogih prostorov, uvidov, številnih globokih izkustev in nenazadnje sinergij, ki jih tako silovito iskreno ustvarja v našem prostoru. Z nami je umetnik, gospod Dragan Živadinov. Dragan. Živijo, pozdravljeni. Živijo. Torej, najina današnja tema se navezuje na intervju, ki je bil objavljen pred časom v reviji Sensa. In sicer smo soočili dva pogleda na prostor strani dveh zanimivih umetnikov, ustvarjalcev, ponovno gospoda Dragana Živadinova in gospoda Roberta Kluna. In v tem pogovoru smo nekako zapisali, da je prostor nekaj svetega. In tukaj smo v Narodni galeriji in me zanima, Dragan, prvi občutek tega prostora, ki smo ga zdaj skupaj raziskovala pred snemanjem. Narodna galerija. Jaz živim 20-30 metrov stran od Narodne galerije. Moj otrok je odraščal, se pravi, v neposredni bližini Narodne galerije. Hodil je v osnovno šolo in si lahko mislite, da sva bila velikokrat v Narodni galeriji, se pravi, zadnjih 20 let sem redni obiskovalec Narodne galerije. Seveda, da ne bo pomote, tudi v mojem življenju je Narodna galerija igrala pomembno vlogo, ampak neodvisno, da smo v pogledu Miloške Venere, seveda je treba reči, da če bi mene vprašali, in jaz seveda sem upošteval to vašo željo, da snemamo tukaj v Narodni galeriji, bi snemali v Moderni galeriji in seveda tudi v najnem ozadju bi bil tržaški konstruktivistični ambient, ampak je tudi res, da pa na današnji dan, kaj je, 25. oktober 2021, je treba povedati, da je bila velika poplava in da je Moderna zaprta, tako da se snemati ne da. Ampak moram reči, da je lepo in prijazno, da so nas sprejeli v Narodni galeriji. Tako, še enkrat hvala za možnost, da smo tukaj. Pogovarjala sva se, Dragan, da je življenje pravzaprav lahko in tudi je sen. In to isto imensko predstavo življenje sen si v kratkem uprizoril že dvakrat. Ja, res je, v tem letu. Uprizoril sem Calderona della Barco, življenje je sen, dvakrat, in zdaj se pripravljam tudi, da ga bom tretjič uprizoril, ampak v naslednjem letu. Sam seveda moram reči, ne vem, menim, da je to bilo kljub vsemu načrtno. Nekako sem se izogibal baroku. Na nek način sta dve stilni formaciji v naši skupnosti, v naši republiki,
skozi zgodovino, ki nekako sta skladni z skupnostjo. In to je zagotovo barok, zagotovo je to barok in pa ekspresionizem. Ne bi zdaj se potapljal v globine, ampak jaz sem se baroka zagotovo izogibal vse življenje. To mislim predvsem zaradi tega, ker pripada meni drugi kontinuiteti. Ja, seveda, renesansa ni nič drugega kot reenactment antike. To je seveda zagotovo tako, da svet postane v nekih človeških dimenzijah, se vse odvija. Ampak v resnici se začne moj svet, ti svet, ki ga jaz v resnici popolnoma obožujem in ima tudi lep prostor v Narodni galeriji, to je romantika. In historična stilna formacija romantika in potem seveda vsi dogodki do 20. stoletja. Ko nastopi 20. stoletje, se pa jaz vedno znova na poseben način vznemiram in me začne na nek način nositi ta formativna vprašanja 20. stoletja. Okay. Zakaj je kamera takšne oblike, kot je, zakaj je ta luč, ki naj jo osvetljuje, takšne oblike, kot je. Se pravi, ko se svet ne ilustrira, ko se sveta ne oponaša, da ne bo pomote. Mimezis ni samo mimezis. Naloga mimezisa je še ena druga naloga. Se pravi, svet alegorij, metafor, svet simbolov. Seveda v 20. stoletju bankrotira. In pride COVID in ustvari nov simbol substitutov. Ne pride COVID. V stilnih formacijah so bolezni tukaj nekje ob strani, nas ne zanimajo preveč. So pa pomembne katastrofične situacije, prelomi za morfologijo, bomo rekli, za oblikoslovje, za oblike. To je tisto, kar v nas sproža kaj? Lepo. In kaj je popolna oblika, Dragan? Pa v bistvu je to en poseben trenutek. Imenujemo ga estesija. Estesija je trenutek, vsak trenutek ima drugo estesijo, se razumemo? Ja. Ko te nekaj drugega sproži. Popolnoma sem prepričan, da tukaj smo vis-a-vis opere, ko so v Ljubljani gradili opero, so se Ljubljančani pritoževali, zakaj gradijo opero v Šiški. Mislim, to je bila, da si bil nekje izven centra. Seveda, čas se spreminja. Tako. In tudi sprožilci lepega se spreminjajo. Tako da jaz vem, da bo danes Narodna galerija vplivala na najin pogovor. Že vpliva? Ja, že vpliva. Ja. Ampak v resnici na mene, kako bi rekel, vedno znova bolj ta četrta dimenzija vpliva. Čas. Razumevanje časa, se pravi ponavljanje v času, ponavljanje. Jaz sem bazično izobražen gledališki umetnik, se pravi, v osnovi izhajam iz gledališča, ampak seveda v gledališču se združujejo vse umetnosti. Združuje se slikarstvo, glasba, literatura. Čeprav smo mi strokovnjaki, zakaj v gledališču? Za drame. Oziroma, če sem bolj natančen, za konflikte. To je neke vrste antropologija človeških katastrof. Okay. In seveda vzorčimo to, ampak v resnici se pravi, jaz z 20 leti vstopam na akademijo, tam čez 10 let, že prestopam v umetnost kot celoto. Se pravi, na nek način nisem več zadovoljen samo z dramo, nisem zadovoljen s konfliktom. Začnejo me zanimati ta metastanja
ko so barve v konfliktu. Kako so barve v konfliktu? To ima eno svojo zgodovino, eno veliko genezo, barve kot barve. Sam ne imenujem enega velikana, sicer velikana, ki bi nekako pripadal tudi tem prostoru, Goethe. Goethe je pravzaprav celo življenje se ukvarjal z barvami, z razumevanjem barv. Kako bi rekel, v tem smislu seveda se ta njegovo znanje prenaša v temu. Mi smo odličnega psihologa slovenskega, ki se ukvarjal z barvami. Imenujemo ga dr. Anton Trstenjak. Perfekten mož, teolog, psiholog, teoretik razumevanja, kako bi rekel, psihodinamike umetnika. Ampak posebej blizu mi je fenomen v odnosu do barve, Kandinski. Mislim, on je pripada tem velikem prelomu 20. stoletja. V 20. stoletju je bil en cel niz prelomov. Začne se vse skupaj pravzaprav 1909. leta z nastopom futurizma. Ampak 4 leta pred tem se dogajajo pomembni procesi v Münchnu. Ja? Tako da na nek način tam se pojavlja neka skupina, ki bo vse spremenila. Na eni strani imamo Sturm und Drang, imamo modrega jahača, skratka. In Kandinski seveda, to veste, da je prišel, da je študiral v Münchnu, pri slovenskem avtorju, ki ga imamo tudi tukaj v Narodni galeriji, pri Ažbetu. Ne samo on, tudi Vodkin je študiral pri Ažbetu, ki je meni recimo tudi zelo pomemben avtor. Ampak neodvisno od tega, dajmo reči, v Narodni galeriji imamo še vedno mimetično umetnost, ki mimetiko uporablja za neka druga stanja. Evo, če pogledamo Kavčiča za nami, Franceta Kavčiča, pa njegovo, recimo, gremo v prostor, pa gledamo Salamonovo sodbo. So to mimetične slike z drugimi nalogami, se pravi, neoklasicizem opravlja neke druge funkcije. Ampak to, kar mene zanima, to je ta drugi del sveta, v katerega sem urojen, je pa antimimetika, antipsihologija. Se pravi, razumevanje osnovnih barv, ne vseh razponov, tako kot je Goetheja zanimal. Tudi Kandinski pri barvah, on ima eno zelo posebno sliko. Seveda on doživlja barvo kot astralno stanje. Jaz ne bi zdaj vstopal v najglobja njegove analitske pozicije, ampak recimo ima fascinantno sliko, kjer imamo na eni strani astralna stanja, se pravi barvne, svetlobne efekte. Tako. Ja. Na drugi strani pa identično s črnimi pravokotniki prekrite. To je približno tako, kot v časopisu včasih, vse to se ne dela več, odkar imamo računalnik in blur. Ampak ko kriminalc je nekoga ubil, da dokler ni svoje nekončano, so mu tak črn pravokotnik dal čez. Se spomnite to? Ja, no, on je tudi naredil, ko pride do zatemnitve notranjega sveta. On pravzaprav na eni strani naredi astralno pozicijo, na drugi strani pa zatemnitev. Se pravi, na ta način, to je eden od antimodelov mišljenja. Ampak v resnici sem razpet med suprematizmom Kazimierja Maleviča in pa Dišanovim ready-madeom. Ampak seveda ready-made je nekako v naši skupnosti je manj prisoten, kot bi moral biti. Na drugi strani 1909. leta pride do velikega preloma v umetnosti nasploh z temu rečemo milanskim bazenom, futurizmom, ki postane agresiven. In seveda odgovor naše republike
in pa zadnjega mesta naše republike, temu rečemo Trst, je seveda bil protipozicija proti futurizmu in odgovor je bil s čem? Ja, takrat, ko je naša republika ogrožena, se nekako vedno obrnemo v slovansko središče in to je Moskva. Tako da, če jaz živim med Moskvo kot nekaj, kar je izven mene, pa je del mene in Ljubljano. Se pravi tukaj za vogalom Narodne galerije. Ampak na srečo je tudi moderna galerija v bližini in tržaški konstruktivistični ambient. Verjemite mi, ko bojo moderno spet odprli, pejte pogledati tržaški konstruktivistični ambient, kada bi pogledali Srečku Kosovelu v možgane. In če pogledamo v možgane prostora, ki smo ga zapisali v intervjuju, da bralca malo spomnimo, smo rekli, da COVID čas, ki hvala Bogu nekako odhaja v neke nove dimenzije, neke nove, bova lahko tudi rekla temu, transmisije, postaja pravzaprav nov čas substitucije, zamenjava vsega z vsem. Torej, kaj se menja, kaj ostaja, kaj je novega? Pa je seveda, mislim, to povabilo za odgovor k temu vprašanju je zelo lepo, ampak je zelo obsežno. Zelo obsežno. Se pravi, če pogledava, zdaj sva 100 let nazaj, 1921. leta, takrat se v naši skupnosti, v republiki, zgodijo velike substitucije, velike zamenjave. Ampak to je vplivala v bistvu Prva svetovna vojna. Med samo Prvo svetovno vojno Srečka Kosovela starši iz Tomaja odmaknejo v Ljubljano. Zakaj? Ja, tam se sliši na soške fronte bobnenje. Pa, mislim, kako boš ti imel zdaj otroka skozi okno pa namesto čričkov eksplozije bomb? Tam je bilo v 4 letih čez 1 milijon mrtvih. Mislim, dober dob slovenskih fantov grob. Mislim, skratka, in Srečko pride v Ljubljano, tukaj je, če sam, da se malo orientiram, tam zraven je bila študentska menza, skratka, tukaj v Ljubljana postane za njega je vele mesto. Tako? Za njega. V resnici je bilo pa to majhno mesto. In v resnici. Ampak on se obnaša, on ima malo več kot 14 let, ko pride v Ljubljano. In živi tako rekoč, koliko, 8 let, 10 let tukaj na univerzo gre, romanistiko študirati. In seveda, on takrat transcendira veliki svet. In seveda, zato se on odloči za konstrukcije. Zaradi tega, da se ne odloči za protofašistično, bog ne dej, da bi futurizem imenoval fašizem. Ampak v vsakem primeru so futuristi bili v nenačelni koaliciji s fašisti. Tako da, kako rekel, on sam reagira in se odloči za svet in konstruktivizem, ampak to, da se razumemo, dobesedno, v odnosu do, kako bi rekel, slovanskega centra, ki je Moskva. Včasih seveda je za mene Moskva, zadnja postaja iz Ljubljane, ampak včasih je pa Ljubljana zadnja metro postaja iz Moskve. Da ne rečem, Trst pa od zadnje metro postaje z avtobusom do tvoje zadnje postaje, ker greš dol in greš domov. Ampak to, da se razumemo, ne govorim o geopolitiki, ne govorim o politiki, govorim o jeziku. Ja, vse govorimo slovanski jezik. In jezik, sem rekla, definira prostor in prostor lahko na novo določa jezike, nove taksonomije, terminologije, uvide, poglede. Kako da ne? Kako da ne? Kako da ne? Tukaj tudi spet, 100 metrov stran, živi en krasen mož. Ime mu je Lado Kralj. Fantastičen, fenomenalen. In Lado Kralj me je, seveda, ker sem jaz zaprisežen antimimetik, zaprisežen
zaumni poeziji, zaprisežen tisto, kar je izaumnega. Seveda, in dajmo reči v tem primeru Kurta Schwittersa, dadaizma, ali pa bomo rekli Hlebnikova, zaumne poezije. To je vse usporedno s Srečkom Kosovelom. Zdaj smo v Ljubljani po prvi svetovni vojni, ko je ta gripa, kakšna že gripa, španska gripa bila že za nami. Veste, bolezni... In ponavljanje, ne? Kot sva rekla, ja? Ja, ampak bolezni, one imajo v sebi besedo kriza. Ne? Kriza je višek bolezni. Kriza je vedno osnovno naše stanje 39 stopinj Celzija. Drugače živimo 36,5, mi umetniki 37,1. To je naše osnovno stanje. In da se vrnem Hladu kralju, ne? Se spomnim, ker sem enkrat tako vse euforičen razlagal o Kurtu Schwittersu in o njegovem vplivu na Ljubljano. Namreč Ferdo Dela, ki je njegova revija Tank, je izdala pesem Kurta Schwittersa, ne bi jo, Tippspiele je naslov. No, to so že teme, ki so popolnoma drugačne od Miloške Venere. Tippspiele in njegova poezija, je rekel, Dragan, res je. Ker tukaj v Tippspiele obstaja univerzalizem jezika, ker igrajo samo fonemi, igrajo samoglasniki, soglasniki. Seveda, ne določa, kako rekel, to je neka bešanca med ptičjim jezikom pa nebeškim jezikom. Se pravi, nekaj, kar bi bilo... Ki nima vrzeli mogoče? Prosim? Ki nima vrzeli? Ja, seveda. Tako? Ja, ampak je rekel, Dragan, ne pozabi. Kljub temu ti slišiš pri Kurtu Schwittersu germanske foneme in germanske kadence. Ali padajoče, ali rastoče. Je čisto vseeno. Notri je že zakonodaja stavka, kako se oblikuje stavek. Gramatika sreče mogoče? Seveda. Pa kaj pa je drugega gramatika, poslovnica, kot neke vrste geometrija? Ja. To je geometrija v matematiki, v matematičnem izrazu. Ki jo umetnik obvladuje? Ja, ampak na drugačen način kot znanstvenik. Tako? Pri umetniku vseeno obstaja, zdaj se opravičujem za to besedo, ampak vi v reviji Sensa to mislim, da dobro razumete, skrivnost. V znanosti pa je drug postopek. Tako. Ampak, tako kot rečejo na Metelkovi, umetnost in znanost sta očesi istega obraza. To je ta grafit, je lep. Moram reči, da mi vedno, kako bi rekel... Dotakne. Točno to. Tako da, evo ga lepo, da smo se Lada kralja spomnili. Rečva eno o preroški moči gledališča, predvsem skozi sintagmo Boga, ki ustvarja, in umetnika, ki proizvaja. Jaz mislim, da sem v tem intervjuju takrat povedal, jaz sem ateist, enciklopedist, izhajam iz koncepta razsvetljenskega sveta. Zakaj sem to rekel? Na neki način, da bi bilo opravičilo. Okay. Čeprav se nikoli nobenem ne opravičujem, oprosti. Ne. Ampak na neki način sem hotel reči, beseda preroško je točna beseda. Ampak da bojo ti, ki nas v tem trenutku poslušajo ali pa celo gledajo, ne, razumeli, mi v umetnosti oblikujemo. In v tem smislu sem jaz najprej formalist. Najprej me zanimajo oblike. Ko rečejo, kaj pa vsebine? Ja, seveda. To gre skozi etične imperative. Tako, kot bi rekel Kant, zvezdno nebo nad nami, moralni zakoni med nami. To je nekaj, kar se pričakuje. Nekaj, kar je že v meni. Ker sem od mame pa od tate dobu. Ne? Skratka, nekaj, kar je.
In seveda, v tem smislu, ko rečemo preroško, Ja. to pomeni morfološko v resnici. Ja. Ja, ker da se biti napovedati nekaj, kar je nepredvidljivo. Okay. Če zdaj se jaz odločim, da bom oblikoval, Woody Allen je super to povedal, zdaj se opravičujem za ta grob preskok, ampak je rekel, vržem knjigo Madame Bovary v omaro, grem v omaro in pridem ven Madame Bovary. Je pa rekel, in potem on našteva vse, Razkolnikova vrže noter, pa pride ven Razkolnikov. Temu rečemo identifikacijske vloge. Okay. Je pa zelo nenavadno, ko vržeš opisno geometrijo v omaro, a ven prideš kot trikotnik. Ne, gre za to, da Upamo, da krog. Ne, da mi pravzaprav znamo misliti. Ja. Trikotnike. Mi znamo misliti, kar ni iz prirode. Svetove, ki še niso odkriti. Misli, Točno, oni ki še so niso tukaj, izmišljene. ravno tako kot v znanosti. Možni, vendar ne obstoječi. Vse je možno. In optimalna projekcija možnega bi lahko bila preroško. In vesolje? Vesolje je pa vedno ta matematična pozicija, v kateri si ti v poziciji nič. Zdaj greš lahko v minus, Ja. lahko, a predvsem gremo mi ljudje v pozitivno. Vedno gremo v pozitivno, pustimo zdaj kategorije negativnega. Okay. Pozitivno v katerih Ja, kategorijah? ampak to je ravno tako, Morfološki. to gremo v mikrosvet, ne? Okay. Ko gremo v negativno. Ne? To je, ko gremo v te mikroskopske globine. Ko gremo se pravi, v plusu, smo pa v tisti matematični poziciji, ki gre proti makroskopskemu svetu. Ki je neskončno. Pa v principu je neskončno. Kako razumeš neskončnost? Kako jo... Tukaj se bom pa zdaj zaustavil. Prosim. To pa, mislim, jaz vem, jaz imam odgovor, ampak ne bi ga pa kar tako izstrelil, kako je... Bi lahko prosila za prispodobo ali pa barvo? Ne. Okej. Še enkrat ponavljam. Do leta 1909 obstajajo alegorije, metafore, simboli. Dobro. Z njimi opisujemo neskončno. Po letu 1909 pa nastopi fenomen nečesa, kar je veliko bolj povezano z racionalnim, začne se združevanje znanosti in umetnosti. Tukaj bi lahko imenoval fantastične umetnike, kot je recimo Laszlo Moholy-Nagy in njegov svetlobni modulator, Edvard Zajc, Černigojev učenec, tudi iz Trsta. Tako da včasih velikokrat rečejo v naši republiki, da je Trst so naša pljuča. Ne, Trst so naši možgani. Zaradi tega, ker ta mediteranska projekcija ima ta horizont, tam nekje točko v daljavi, ki nam potem je omogočila renesanso. Iz renesanse dobimo ta mediteranski svet, ki je omogočil že predtem helenizem. Mi, Evropejci, smo iz preambule, te, ki ni bila nikoli sprejeta, sestavljeni iz judovsko-krščanskega sveta, iz helenizma in renesanse, iz romantike in simbolizma. Vseh teh velikih modelov sveta. Ampak, moram pa reči, tudi iz antifašizma. Fašizem je nekaj, na kar Evropa ne sme biti ponosna. Fašizem je produkt Evrope. Vse je skladen tudi, mislim, fašizem in predvsem, ko rečem fašizem, je nekako v današnjem trenutku, ko gledamo te lobotomce, bolj povezan z nacizmom. Ne? Ja. Mislim, ni to Janusov obraz, ne? Ni. Ni. Ampak ne bi ga pa utemeljeval, in niti me neče zanimati na današnja, sploh pa ne v Narodni galeriji. Mislim, ne, daleč od tega, hotel sem sam to povedati. Bolezni, vsak čas ima svoje bolezni. Drži. Renesansa ima kugo. Tako. Moja 80. leta, ko sem bil mlad, je bil AIDS. Danes imajo, moj sin ima COVID, mislim, ne, nima COVID-a,
dobro se drži. Mislim, Pa bi vsak čas ima svoje bolezni, svoje oblike. Zatemnitve. Tako, ja, res je. Tako, in v tem smislu, kako bi rekel, so te usporednice bolezni in družbenih odnosov seveda vedno znova nekako skupaj se združijo, skupaj preplavajo in nas uničujejo. In sva rekla, da COVID ni vojna, pač pa gledališče. Aha, to sva rekla, ja, dobro, to pa moram malo spustiti. To Narodna galerija dela, če bi zdaj bila midva v Moderni, bi jaz seveda moje besedišče nekako naredil skladen z, bova rekla, umetninami Černigoja, Stepančiča, Vlaha, Karmeliča. Seveda tukaj v Narodni pa je to nekako dobi nek drug. Torej naj subtilnost tega prostora Narodne galerije pravzaprav usmerja v svetlobo umetnosti, v luč, morda v nekaj nadzemskega, kar lahko pretočimo čez umetnost. Tukaj moram biti pa, predvsem moram, kako bi rekel, ker globoko spoštujem delo umetnostnih zgodovinarjev, najglobje. Zame to je najlepših poklicev, moram reči, če bi še enkrat živel. Pravzaprav ne bi bil umetnik, bi bil raje umetnostni zgodovinar. Lepo. S tem sem samo hotel pokazati komplimente Tako ljudem, ki dueto. tukaj delajo. Ampak oni tudi imajo, to so vse modri, več ali manj ljudje in imajo zavest, da tudi v umetnosti obstaja razvoj. Tako. Vsi mislijo, da je umetnost, preprosto razvoj obstaja. Tako kot je bil najprej, je bila, kako bi rekel, pešpot, pa se je kolo pojavil, pa se je potem ladja pojavila, ki je zajela veter, pa smo odkrili Ameriko, pa smo potem še vlak dobili, pa smo iz ene strani Amerike šli na drugo stran Amerike. Skratka, obstaja, tudi potem smo že leteti začeli, obstaja razvoj. Tako. Se upravičujem za to zaporedje, ampak hočem povedati, da je to isto zaporedje obstaja v umetnosti. Jaz sem bil v Altamiri z družino, ne bi zdaj razlagal cele zgodbe, ta format oddaje tega zdaj ne zdrži, ampak z družino, z soprogo Dunjo Zupančič in sinom Aljošo smo šli v Altamiro in ko si ti noter, ti vidiš, da je to drugače, ko vidiš na fotografiji, ti ne vidiš genijus umetnika, ki je takrat to naredil. Ta umetnik nima imena in priimka. Tako. Ta umetnik je tam uporabil prelom v jami, da je tako rekoč upošteval trodimenzionalnost ikone, ki jo je slikal. Ko rečem ikona, bi se zdaj lahko umetnostni zgodovinarji zdrznili, pa bi rekli, kako ikona. Ikona v mojem svetu nima imena avtorja. Tako. Avtor je neznan. Oni so takrat šli ven, to je krasen, ko ti priješ ven iz Altamire, se pravi, to je en tak landscape, to zelo težko se gre noter, ne bi zdaj o tem, to je en landscape, tak, kada bi rekel, tukaj so pa zdaj takrat vse te živali, mislim, je neka Arkadija, je nekaj, spet Narodna galerija. Ampak v vsakem primeru je umetnik, ki je prišel ven in je nabiral te različne barve, te pigmente, s katerimi je potem to znov narediti, seveda to naslikati, on je za mene pač, to je ta prva reakcija kultivacije. Okay. In vsi so prepoznali tega jelena, lahko tam, tega bizona tam, kakršnekoli že. To ni sam refleks roke, pa vtis roke. To je avtomatizem. Pigment, roka. Ne, tle gre, v Altamiri je že kompleksna, ta umetnik je bil preprosto neverjeten. To ni sam slikanje jelena. Ne, on je upošteval prostor. On to ni mogel narediti v pol ure. On je to delal nekaj dni.
Okay. Prvi obrat seveda se zgodi, resen obrat, ko se ikone skupaj združijo v fresko. Freska je že izhaja iz mita. Kaj pa je mit kot kratko povedana zgodba? Tle je v Narodni galeriji en kup mitov, a Aktajona pa, ne vem, do Zeusa. Skratka, in ko, recimo, dajmo preskočiti vse obdobje, ampak ko v renesansi se pripravlja velik prostor, vedno je to poapnjen prostor. To ni prostor, ki doma greš v kolibo, pa si noter v kolibi. To je vedno velik volumen, tako imenovan prostor javnega, kjer noter pravzaprav v tem hramu ne bi bival Bog sam. Ampak komu pa dajo to delati? Ja, umetniku. Tako. In seveda, to ne more umetnik naslikati v enem tednu. On to v velikem prostoru vedno potrebuje 6 mesecev ali pa 20 let. Da naslika vse Boga, dajmo reči v trojedinega, dajmo reči, da ne bomo zdaj šli v helenizem. Ja. In on seveda tukaj nastavi, v renesansi ni bilo televizije, ni bilo medijev, ni bilo to, on nastavi, temu bi se rekel, kako se reče, telenovele, teonovelo. Ker naenkrat imaš who is who, kdo je tam, kdo je kdo je tist, plus genius umetnika. In ljudje pridejo, oni ne morejo imeti doma freske. Se razumemo? Ne morejo. To je tako delač, se veste, da to Bog skozi umetnika govori. Tako. Naslednji korak je bila pa že emancipacija. Kaj? Emancipacija česa? Ja, slike. Ker naenkrat ni več prostor, veličastje, maham, ne? Se uričujem, veličastje umetniškega dela, ampak je genius umetnika. In ponovadi so to slike, ki jih lahko skozi taka vrata prenesemo noter. Se pravi, to so veliki formati, ampak v resnici so tudi manjši formati. Od teh slike, kaj dobijo? Prvič zares. Ime avtorja. Franc Kavčič. Tako. In seveda tudi lahko prenese mitsko zgodbo ali pa prenese intimizem. Tako je, tako kot se menjajo motivi na slikah, nekaj stoletij mine. Iz teh slik skupnost zgradi kaj? Ja, Narodne galerije. Spomin. Ampak, se upravičujem, ker to sem pa zdaj kar na eno. Moral kar, ne se upravičujem. Ampak to ni zdaj konc, to je šele začetek. Ja. Ko ljudje stojijo, takole, zdaj jaz gledam, to gledalci ne vidijo, enega krašnega putka, debeluškastega dojenčka, v vsakem primeru siguren zagotovo kakšen mit stoji za tem in dva goloba, levo je oven. Oven, ja. Ja, oven, zdaj smo naredili kompozicijsko situacijo, vmes pa hrast. Tako. In zdaj seveda vse to zgleda tako, kot je v življenju, čeprav redko kdaj pride do te situacije. Kaj hočem reči? Umetniki kombinirajo situacije v kompozicije. Z miti. Ampak v resnici si pa bi mi dva že želela biti tam v tej arkadiji. Kaj to pomeni? Vstop v sliko. Vstop v sliko. In takrat pravzaprav se prelomi v 20. stoletju, že rahlo se to že dogaja v 19. stoletju, da je vse v umetniškem delu ambient. Vse. Prideš noter skozi vrata in je umetnina spodaj, zgoraj, levo in desno. In takrat nastopijo tudi abstrakcionisti. In takrat pravzaprav se zgodi pomemben civilizacijski obrat, ta svet mene zanima. Ta svet geometrizma, saj ni vse v geometriji, je pa velik.
Ni vse v simetriji, ampak je veliko. In tako naprej. Tako da v bistvu, kar naenkrat moje lepe geometrije, ki jih jaz obožujem pri Černigoju, so tako lepe, kot je, Miloška Venera. Kar naenkrat postane to sprožilec, estesija, nekaj drugega, kot je ta mimezis v substanco izoblikovati kamen. Torej obožujeva kaos, da iz njega narediva kozmos? Ustvarjava kaos v času kozmosa in obratno? V obeh smerih. Oni vzpostavljajo red. V helenizmu se red vzpostavlja. Harmonija. Ampak tudi v krizi umetnik vzpostavlja red, mar ni tako? Ali naj bi ga? Na nek način. Ne bi pa tako enostavno rekel, da ja. V vsakem primeru pri geometrizmu ves čas vzporedno obstaja tudi ta antiodgovor. Vzporedno z Balo obstaja De Chirico, ki uporablja geometrizme, atmosfere iz helenizma in tako naprej. Ampak ne bi tako. Sam hočem pripeljati do točke razvoja, ne pozabimo na vprašanja. Razvoj, prostor, čas je to, da Srečko Kosovel pride k Milku Bambiču. Evo, k Milku Bambiču, ne vem, če je tam steklenica Radenske. Ne vem, če je. A je? Tista steklenica? Je. A mi lahko date, vse lahko porušimo red, vse smo tako. Vse smo kreativni. Vse smo tako. Najlepša hvala. Je Radenska. O, fantastično. Milko Bambič je bil prijatelj Srečka Kosovela. In on, dobro, zdaj delam reklamo Radenski, ampak z veseljem. V bistvu bojo Čehi imeli kaj od tega. Ampak v resnici je Milko Bambič 1929 leta oblikoval dizajn, ne točno ta, ampak Radenska, ta tri srca. To je on naredil. Ko pride Srečko Kosovel k njemu, je Milko Bambič na taki steklenici navijal baker. Zakaj? Da je naredil radio. In potem mu je dal slušalke in je poslušal direkten prenos iz Benetk, simfoničnega orkestra, ne vem, katera glasba je bila. Oni so igrali, simfoničen orkester igra v teatru La Fenice, Srečko pa so na Svetem Ivanu in da slušalke gor in posluša. To je pa že iz ambienta tele umetnost. Eden nekaj snema, potem pa on oddaja, nekdo tretji pa to zajame. In to zajemanje postaja zmeraj bolj in bolj velika umetnost, ki je večja od Miloške Venere. Kako si lepo. Evo, razvoj obstaja. Ne bi mogel ti imeti v Altamiri kar naenkrat pa opero. Ne gre. Rabiš kaj? Razvoj. Tako. In razvoj civilizacije človeka, ki čez lastne sence prepoznava odtenke svetlobe in tudi v drugih sebe, je Dragan kakšen? Optimistične odgovore lahko preberemo v tem intervjuju, ki smo ga načetku omenjali. Čist, da se razumemo popolnoma. Ne gre, da sem jaz zdaj optimist in tako strukturiran, kar sem. Ampak predvsem gre za to, da je zakonitosti in prepoznavanje, ni treba brati sam svetih knjig. Treba je brati zgodovino, tisto, kar se je zgodilo za naša življenja. Imamo v Ljubljani enega krasnega mladeniča, ne bom ga imenoval, fenomenalen je, ki je v komo padel, ki je slišal, da bo sonce čez 4 milijarde let se izčrpalo. In ni mogel živeti. Seveda, kako bi rekel, te veliki katastrofizmi, ko nam bo sonce zginilo in tako naprej, ni treba, da nas, samo morajo nas spodbujati. V tem smislu je lepo, da sem se spomnil na Milka Bambiča. No, ne vem. Lepo, ne da? Ja, kaj je Milko Bambič rekel? V spominih zapiše. Prav, Srečka Kosovela je bolj kot ta fenomen, da posluša glasbo iz Benetk. Ja. Kaj je bolj zanimalo, kako se že imenuje tole
dioda. Njega je zanimal nov jezik. Tako. Dioda, konstrukcija, kons. Tako da umetnost 21. stoletja je umetnost aplikacij, se pravi, da ti poženeš nekaj, s čimer boš ti zadovoljen. Ampak ne zadovoljen v smislu užitka samega, ampak v smislu estetskih sprožilcev. Estetski sprožilci, smo pa rekli, vsak ima v svojem času svoj sprožilec. In trenutke. Ja, v vsakem primeru, vsakem. Bi začutila to tišino, ker smo počasi proti koncu najnega pogovora, in bi kar prosila za neke zaključne misli, občutke. Jaz pravzaprav sem po mojem zdaj bolj neko svoje znanje kazal. Nič narobe, sem ga pa prepustila. Mogoče zaključna misel, v vsakem primeru temu imenovati postgravitacijsko umetnost, Dunja Zupančič, Miho Turšiča, kulturalizacijo vesolja, kozmifikacijo umetnosti. O tem sem želela. Te ne more biti, če ni satelitske tehnologije. Te ne more biti, če ni vesoljske tehnologije. Te ne more biti, če ni digitalne tehnologije. Vse to so naši novi pigmenti. Novi prostori, novi pigmenti. Novi pigmenti, ki odsevi. Seveda na tej točki pa nastopi to, a je preroško ali ne. Pa normalno, da je točka v prostoru točka, ampak poleg tega fanta, ki ga prej nisem imenoval, ki je napisal fenomenalen roman, pa namenoma ga nočem, ker... Ampak bom pa enega drugega imenoval. V redu? Tadej Drolc. Tadej Drolc je doktoriral pred 4 leti v Angliji in se ukvarja z vektorskim manipuliranjem s točko. Wow. Ampak to ne zdaj eno točko, ampak 100.000 točk naenkrat. Če imaš pa 100.000 točk naenkrat, pa lahko zgradiš nov svet, nov prostor. Wow. Evo, da nisem sam o kozmifikaciji in kulturalizaciji vesolja. To je pred nami. To, da imamo pa vulgarne ljudi, ki reče, ali tako, zakaj bi plačeval davke? Pa ne imamo plačevali davke. Mislim, to je nek drug odnos, ki izhaja iz desetine in feudalizma. In prevaranti in trgovci bojo vedno in prav je tako, ampak upam, da ko človek umre, da ni osnoven koncept, da moraš imeti denar, da greš lahko na sladoled. To mislim v Arkadiji. S to misel bi zaključil današnji pogovor in se res iskreno zahvaljujem za vse te lucidne uvide in vsekakor je potrebno ponoviti srečanje z tako podnecljivim gostom. Dragan Živarinov, še enkrat hvala lepa. Upam, da nisem preveč. Ne. Okay. Hvala lepa. Se še slišimo, vidimo in posnamemo podobno zgodbo v moderni. Ampak točno, pa to bi bilo pa pošteno. In pričnemo z vektorji, z ničlo in neskončnostjo. Ja. Hvala lepa. Ampak ne bi vas v sodobno vabil, ker seveda pomembni so muzeji bodočnosti. Hvala lepa.